Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Luka Dončić, ki je med drugim po lastnih besedah lastnik reci in piši kar 13 avtomobilov, med drugim tudi legendarnega Zastava 750, torej Fička, s prestopom v Los Angeles Lakers se ne spreminja samo najmočnejše košarkarske lige na svetu, ampak tudi Slovenijo. Vsak bi rad pristavil svoj piskrček, piksno. No, vsaj izvirnosti jim ne gre očitati. Sedaj pa se lotimo 71. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kaj dela desnica narobe, kaj dela slovenska desnica narobe. Janez Janša in Matej Tonin udrihata drug po drugem na družbenih omrežjih, medtem na desni rastejo nove stranke kot gobe po dežju. Kaj dela slovenska desnica narobe, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, kolumnistom tednika Družina Janezom Zupanom in pa doktorjem Boštjanom Markom Turkom. Janez, Boštjan, dobrodošla. Lep pozdrav vsem. Boštjan, zdaj navajeni smo, da desnica sodeluje takrat, ko je treba, se pravi takrat, ko ima priložnost prevzeti oblast, vmes pa ne. Na levi se mi zdi je pa glih kontraparadoks, se pravi levica je zelo složna, ko je v opoziciji, ko je na oblasti, se pa pač ugonabla med sabo. Je to, kar se zdaj dogaja na desnici, neka folklora ali ti vseeno misliš, da gre tu za kakšne globlje premike? Pa ja, mislim, tu je zadeva pač zelo enostavna, to, kar se zdaj dogaja na desnici, je povezano z z nekim refleksom določenega tako imenovanega demokrščansko-ljudskega dela te politične scene, se pravi krščanske demokracije in ljudske stranke, recimo temu tako, ki od 90-ih let je to pač namesto, da bi prineslo leta 90 to, ali pa dobro, leta 90 moram reči, 91, takrat smo tudi spričo teh strank, ne spričo ljudske stranke, ampak krščanske demokracije dobili svojo državo in to, potem so stvari krenile zelo rakavo pot, in toliko teh politikov demokrščanskih ljudske provenience se pač ozira nazaj k egiptovskim loncem mesa, k nomenklaturi in so si tam ustvarili varna zavetja in ti konflikti se vlečejo skoraj 30 let, in je pač del te desnice je pač nezanesljiv. In to, kar se kaže zdaj, je to. Oni bi bili, v bistvu to, kar je tragično, da ni nekega spoznanja v tej generaciji, se pravi Tonin, Vrtovec, potem je tale Ilčevina po njem imenovana, Nova Slovenija, Robert Ilc in to, ni nekega spoznanja, kaj je to politični program, kako se pelje neka demokrščanska opcija, kaj ljudi najbolj mota, in najbolj moti ljudi pač to, da krščanski volivci niso zvesti, oziroma tako, kot se včasih rekli za krščanske demokrate, da so zvečer bi rekel, oprostite, prosim izrazu, kupleraju, zjutraj pa v cerkvi, in to zdaj delajo, in to seveda to z Darsom, pa Hajdinjak, pa vse te zgodbe zdaj, ki prihajajo ven, koliko so resnične, bomo videli za Nino Zidar Klemenčič in vse to, ti ljudje so, jaz sem to že večkrat to teorijo postavil, to so tako imenovane, veste, to je grozno, to je bilo že pri krščanskih demokratih, recimo je bil čist isti problem 30 let nazaj za tega, leta 95, jaz se spominjam, da sem predsednik krščanskih demokratov za Ljubljano, jaz spominjam tega, kaj da bi bilo zdaj, to so tako imenovane zlate verige, a veste, ker ste vi zvezani z zlatimi verigami, to so privilegiji, to so denari, to so položaji, to so mediji, to so šofer, ki prije po tebe in nekega ponedeljka ga ni več in to, to so zlate verige in tem zlatim verigam ne moreš ubežati. Recimo, 30 let nazaj je bil isti problem z Darsom, takrat je bil nek Jože Brodnik, se to najdete, jaz sem bil zraven, Dars je bil
bi rekel, v pogodbi koalicijski med krščanskimi demokrati in liberalno demokracijo. Ne, in seveda liberalna demokracija je posedovala ta Dars, je odločala vsem, kar se je tam dogajalo. Ne. Krščanski demokrati so bili pa tam za figov list oziroma za privesek. Ne. In še hujše je pa na strani ljudske stranke, tam je pa katastrofa. Ne. Tle pa neposredna odgovornost, jaz mislim seveda Jelševarja, potem neposredna odgovornost Janeza Podobnika, ki je tukaj v ozadju. Ti ljudje pa, Janez Podobnik, Jelševar in Balažic, oni pa utegnejo biti jeziček na tehtnici, ki bo, bi rekel, potopil tako imenovano zmago demokratične alternative in Slovenijo pahnil še ven iz enega razvojnega cikla na prihodnjih volitvah, če ne bojo Balažica, bi rekel, na izrednem kongresu, bi rekel, zamenjali za nekom, ki bo efektiven. To pa je Gregorčič, kajti ti ljudje, bi rekel, delujejo za voljo svojih minimalnih mejnih interesov, zaradi za voljo pač nečesa, ne. Tudi recimo bi bilo tle treba kritično oceniti, bi rekel, vlogo obeh bratov Podobnik v 90-ih letih. Jaz ne govorim o Janezu Podobniku 2-4-2-8, ker je njegova vloga konstruktivna, ampak zdaj je pa ta vloga destruktivna. In če ne bo ljudska stranka, bi rekel, prišla v parlament, potem se tlele procenti zelo težko se bodo seštevali v plus tega, kar pa mi najbolj potrebujemo, to pa je razvojni prelom. Mi potrebujemo prelom. To je to. Ja. Zdaj, Janez, Matej Tonin praktično že cel ta zadnji mandat ali pa sklic državnega zbora Janši marsikaj očita, ne. Zdaj pač takoj po volitvah mu je zabrusil, da nikoli več z njim v koalicijo, pol mu je očital, da zaradi njega pač desnica izgubila volitve in tudi vse 3 referendume, ker se pač SDS obnaša tako kot se. Zdaj se spet obkladata z očitki, ne. Ta spor ta zadnji se vleče že od konstitucije delovnih teles v državnem zboru, ko pač vladajoča Svoboda svojo koalicijo ni htela dati določenih odborov oziroma komisij SDS-u kot največji opozicijski stranki in je potem Nova Slovenija prevzela vodenje teh delovnih teles, ni pa želela pač lep čas prispevati podpisov oziroma sprožiti preiskovalne komisije zoper rabote Roberta Goloba, ko še ni bil predsednik vlade. Zdaj, misliš, da je to že preraslo v nek osebni spor med Janšo pa med Toninom, ali je to še zmerom vse v mejah, bi rekel, nekega normalnega političnega spopada znotraj istega političnega tabora? Ja, jaz bi rekel, da to je v mejah nekega normalnega političnega spopada znotraj tabora, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da ves čas že, kar spremlja ves čas, mogoče zadnjih 5-7 let, kar spremljamo Novo Slovenijo, je v manjši krizi identitete. Seveda ne more se znebiti te oznake, da je na nek način to podstranka SDS-a in vse te poteze, ki se zdaj dogajajo, vsaj jaz tako nekako razumem Tonina in pač ostale NSI-ovce, da na nek način želijo tudi s tem, da majčkeno te stvari zapletajo na tak način, na kakršen jih zapletajo, se želijo distancirati od SDS-a in na nek način postati neka svoja lastna entiteta, bolj tudi v smislu javnosti. Zdaj ne vem pa, če je to zelo koristno. Sigurno ni koristno za SDS, ker s tem se mi zdi nič ne pridobiva, da se spušča v te fajte, medtem ko pa tudi NSI se mi zdi, da marsikdo se zaradi tega, ker na nek način ali mogoče ne razume, ali pa mogoče si napačno interpretira, ali pa mogoče si pravilno interpretira, pa jaz napačno interpretiram, nekako vidi kot nek tak spopad dveh petelinov, recimo, ali pa ena kure pa enega petelina, se ne vem. Tako da se mi zdi to, da ni nič tako spornega o tem. Je pa seveda težko je razumeti ta s Knovsom, torej ta problem s Knovsom ga je težko razumeti, ker bi lahko mogoče vendarle se kaj iz tega izcimal, če bi bolj složno, torej desnica stopila skupaj, tako imenovana desnica stopila skupaj. Kar se pa ostalih stvari tiče pa tako, se mi zdi, da ni zdaj to neki blazen problem in se mi zdi, da je vse v luči tega, da se nekako ta zadeva malo bolj diferencira na tem polu. Boštjan, kaj ti praviš na idejo, ki je zdaj že lep čas tli v stranki Nova Slovenija, to pa je, da naj bi stranko nekaj mesecev pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami namesto Mateja Tonina prevzel Jernej Vrtovec, ker pač je Tonin rekel, da z Janšo več ne gre v vlado, Vrtovec pa tega ni rekel. Ne, to je vse skupaj, to je pač, to je irelevantno.
irelevantnost tega stališča, ker je pač tukaj en temeljni problem, ki se mu pa reče ta. Nova Slovenija, recimo kot krščanska demokracija, ima svoj prostor. In ta prostor ni treba, da si ona ustvarja v konkurenci z SDS-om, ker je pač zgodovinski razvoj, recimo 90. leta, pa še kasneje. Recimo, ko je Janša sestavljal vlado leta 2004, 2008, je imela Nova Slovenija tam 10%. Janša ima svoje odstotke. Ti odstotki so, to sta bila dva in sta še danes, sem prepričan, dva ločena volilna bazena. Treba je graditi politiko na konstruktivnih predpostavkah, ne pa na tem, da se pač zaletavajo v Janšo. Ampak oni se ne zaletavajo v Janšo zato, da bi oni ustvarjali svoj volilni bazen, ampak se zaletavajo v Janšo zato, ker je to oportuno stališča tistih, ki delno vladajo tej Novi Sloveniji in tej Slovenski ljudski stranki. Kajti ne smemo pozabiti, recimo, da so prvič, obeti dve stranki, Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka, imata grozljivo krizo, tako imenovanega intelektualnega menedžmenta. Že pod Podobniki so nagnali vse pametne ljudi iz stranke. Jaz se spominjam Roka Ravnikarja, to je bilo leta 2003. Rok Ravnikar je zdaj zdravnik, eden najbolj izpostavljenih. On je meni samo rekel, smo bili na poletni šoli na Braču, to je bila EPP oziroma pač podmladek EPP-ja, jaz sem imel tam nek govor, nek referat, in je samo rekel, Rok, ti si pač preprosto prepameten, mislim, da je Janez Podobnik bil predsednik stranke in s teboj bojo naredili tako, kot so z vsemi pametnimi ljudmi, tebe bojo postavili na stranski tir in te zabrisali. In točno to se mu je tudi kasneje zgodilo. Ta stranka, ne Nova Slovenija, pa še posebej. To so vsi ljudje, ki so brez kakršnih koli zunanjih referenc. Kakšne pa so zunanje reference glavnega tajnika Roberta Ilca, ki ga je pripeljala v politični prostor Hilda Tovšak. Jaz sem to vse videl. Jaz sem to vse takrat videl, jaz sem bil zraven. Jaz sem spremljal ta razvoj tega fanta, ki je imel 15-16 let, ga poznam. Vse spremljam. Kakšne so pa politične reference, oziroma zunaj politične reference nekega Vrtovca, nekega Tonina in to, zato, ker so nagnali, da ne govorim pa, še huje je pa v Slovenski ljudski stranki, ker tam je pa ta Balažic je pa približno tako, ker da vi zbolite za karcinomom, prijete na onkološki inštitut in oni pravijo, veste kaj, gospod, vaš temeljni problem je pa tale gležen, pa odvečna koža, bomo mi se to lepo lotili. To je pa čisto popolnoma noro, kar ti ljudje delajo. Ampak to je posledica tega, ker te stranke nimajo enega intelektualca, nekoga, ki bi imel neke zunaj politične reference in ki bi bil sposoben to, kar Janša zna, to pa zna, oprostite, on zna pobrati pametne ljudi in jih spraviti na kup, karkoli si vi mislite o njem. In seveda to je potem vodi v take absurde, da se zdaj ukvarjajo, kako bi Balažicu podaljšali mandat in kako bo Balažic dokazal, kar ne bo dokazal, ker vsi vemo, da stranka pod Balažicem nikoli ne bo prišla v parlament. To so ključni problemi, ne spopad z Janšo. Spopad z Janšo gre samo, bi rekel, voda na mlin tistim, ki pač raznim škrabcem, če si predstavljam, za kulisijo, ki pač to vse skupaj šofira in gospodu, bi rekel, prvemu Pendreku nekdaj v državi, ne bom imena, vsi veste, kdo je to bil, ki to spet vsi za kulisija to šofira, ampak to je pač katastrofa. Torej, jaz mislim, če mene vprašate, edina formula, kaj Tonin? Tonin, to je sploh neumnost. Ne Tonin samo Janšo pogleda. Zakaj? Janša bi kadarkoli, oprostite, se postavil na katerokoli listo evropskih volitev za SDS, pa bi v parlamentu. Pa tega ni nikoli naredil. Vi ne morete stranke 10+ voditi iz Brusla. To preprosto ne gre. In jaz sem prepričan, da Nova Slovenija potrebuje radikalno prevetritev vodstva. Nihče od teh ljudi, ki so zdaj tam, ne more stranke popeljati na 10%. Potrebuje nekega tretjega človeka, tako kot je prišel Bajuk. Potrebuje nekega tretjega človeka konsenza, nekega človeka, ki bo nekaj več sveta videl, kot pa zgolj samo tako imenovano Ilčevino oziroma pisarno in poslanske prostore Nove Slovenije. In še huje pa za SLS, zato ker tega človeka imajo. To je Peter Gregorčič. Imajo človeka, ki stranko pripelje v parlament z 10%, pa ga ne želijo. Pa se pa treba samo pozdraviti in vprašati. Stvari so tako enostavne. Preden se vprašamo o pozdravju, predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj dela slovenska desnica narobe. Ostanite.
Dobrodošli nazaj, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja, Janez Zupan alias Konzerva in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, kaj dela slovenska desnica narobe. Zdaj, Janez, nekako se skozi vrtimo okoli tega vprašanja, ko se pogovarjamo o slovenski desnici, ne? Namreč, a ji gre boljše z Janšo ali bi šlo boljše brez Janše, ne? Številni pač tudi znotraj Nove Slovenije, pa še kakšni drugi desni stranki, ki ni SDS, ne, mislijo, da pač, če bi se Janez Janša umaknil, potem pa bi slovenska desnica lahko serijsko zmagovala na volitvah. To je kanček nenavadno, glede na to, da volilni rezultati do sedaj so izrazito v prid Janezu Janši, če primerjamo rezultate njega oziroma njegove stranke in pa drugih desnih strank. Kako ti vidiš to dilemo? Se mi zdi, da ima ta dilema dve plati. In sicer ena je ta, kar pravita, pa kar je tudi Boštjan omenil, torej, če Janša kandidira, bo Janša izvoljen, recimo tudi za evropskega poslanca ali kamorkoli, če Janša vodi SDS, SDS dobi od 20 do 30, 25 recimo odstotkov in tako naprej. Ne? Torej, definitivno najmočnejša stranka na desnici, katero tudi, če Janša ne bi bilo se ne bi spremenilo to razmerje oziroma ne bi kakšne druge stranke zaradi tega zdaj kar naenkrat čudežno prosperirale. Je pa seveda druga plat te zgodbe tudi ta, da pa vendarle v vsem tem anti-Janša momentu, ki se seveda širi kot recimo temu kuga tudi po desni strani, in pa med volilno telo, torej je pa tudi malo resnica pa tudi o tem, da na dolgi rok mogoče ta zgodba bi bila za desnico mogoče boljša. Ne? In sicer v tem kontekstu, torej volilci se namensko ne odločajo za to, da volijo SDS. Torej, tisti, ki volijo NSI, bi mogoče volili SDS, ampak ga namensko ne volijo, recimo, marsikatero od njih. Zaradi tega, ker jim pač ne ustreza koncept vodenja SDS oziroma koncept tudi same stranke kot take oziroma torej interesov, ki jih zastopajo. Tako da, potem je pa tudi volilno telo obremenjeno s tem, pa rečejo, ja, zakaj bom volil NSI, ki pa vem, da bo šel z Janšo, pa bo spet Janša, pa tako. In to se potem kupčka in vendarle na koncu izpade stvar mogoče slabša za desnico, kot bi pa izpadla. Ne bom rekel, če ne bi bilo Janše, ker če ne bi bilo Janše, bi verjeten se ta razmerja povsem porušila, ampak na nek način imajo pa tisti prav, ki pravijo, da mogoče bi pa brez Janše, se mi zdi posebej na dolgi rok lahko bila zgodba majčkeno drugačna. No. Je pa res, Janša kot najbolj izkušen politik, kot politik, ki ima na nek način tudi največji vpogled v samo politiko kot tako in pa strategijo in tako naprej, se mi zdi, da vendarle trenutno si je težko predstavljati, je pa res tudi to, kar drugi pravijo, da če ne bi bilo Janše, bi se seveda mediji in drugi mnenjski voditelji najdeli kakšnega drugega, tako imenovanega Janšo, pa bi iz njega delali tistega nebodiga treba oziroma tega grešnega kozla, ki ga je treba torej na nek način uničiti, da tako rečemo. Tako da tukaj je cel kup enih vidikov, enih problemov in seveda v tem kontekstu je težko biti pameten, zdaj kaj bi se zgodilo, če bi se zgodilo, kaj bi, če bi. Ampak, ne vem, dejstvo je, da desnica v vsej svoji zgodovini praktično še ni sestavila desne vlade. Tudi to, kar Logar ves čas poudarja, pa se mi zdi, da noben tega na tak način ne problematizira, torej, da se bo on pa povezoval in bo nek vezni člen med tem in v desno vlado ne bo šel, celo je rekel. Celo v desno vlado ne bo šel, pa vendarle desne vlade sploh še nismo imeli. Edina stvar, katero še nismo sprobali v Sloveniji, je desna vlada. Tako da se mi zdi to precej čudno, ampak se pravim, je pa to zakomplicirana reč, se mi zdi. Boštjan, zdaj ta dilema, kot pravi Janez, res se zdi, da ta anti-janšizem čedalje bolj prijemlje celo na desnici. Saj vemo, da v anti-janša taboru tako že nekaj let ni nič drugega, samo še anti-janšizem. A se zdaj anti-janšizem širi, kot pravi Janez, kot kuga tudi po desnici, oziroma kako ti vidiš to dilemo? Ja, ta dilema, to je v bistvu en težek logičen nesmisel. Zdaj so bile zadnje volitve,
Kdaj so bile zadnje volitve? A misliš evropske? Evropske volitve. Koliko je bila na evropskih volitvah udeležba? Evropskih volitvah je bila udeležba tam skoraj 40% plus, ne, kar smo že blizu volilne udeležbe na pač rednih parlamentarnih volitvah. Kaj se je zgodilo na evropskih volitvah? Zmagala je dobesedno brutalno SDS, ne, mislim, da so dobili štiri poslance, potem Gregorčič je za las zgrešil, a ne, v Evropski parlament je prišel Tonin, a ne. Skratka, to se je pokazalo, da te stranke lahko črpajo iz volilnih bazenov in da ni nobene, bi rekel, averzije tukaj karkoli nasprotno, da je pač Janša tisti, ki je to omogočil, oziroma pač SDS-ova zmaga je pač z njim povezana, se on je bil predsednik stranke. Ne. Potem drugo, kar je, ne, mislim, je ta zadeva popolnoma nelogična spričo tega, da Janša sposoben na volitve pripeljati 250, celo do 290 tisoč ljudi, mislim, da ta številka leta 2008 takšna, in da nobena druga desna stranka, ne, ni niti približno sposobna narediti nečesa podobnega. Ne. In tretje, kar jaz recimo, ne, in ta anti-Janša sentiment širijo ljudje, ki, ne vem, recimo to ga širi tist, bi rekel, ne bom imela, no, ampak kljub temu, to najbolj znan je to kot nek papagaj ali papiga, ta, ki je zaposlen na zakonodaji in ki je tam nek šef volilne komisije pri NSI-ju, ne bom imena, ne. In zadnjič gledam oddajo z Igorjem Kršinarjem, ne, in ta dva človeka se popolnoma resno o nekih, bi rekel, zeliščnih metaforah pogovarjata, namreč ta oddaja še na internetu, Kršinar to čist resno kot novinar servisira, namreč ta, bi rekel, predstavnik volilne komisije NSI-ja, ne, ki je kot papiga, ki ne zna drugega povedati kot Janša pejt, Janša pejt, Janša pejt, Janša pejt, Janša pejt, a ne je začel spet Janša pejt, Janša pejt, Janša pejt, in ta Janša pejt je bil z zeliščno podobo, namreč, da v pragozdu, če pade drevo na tla, ne, potem v pragozdu uno drevo pade na tla, pa mala drevesca tam klijejo, pa gor rastejo, pa iz malih dreves nastane veliko drevo, pa evo, to je slovenska politika brez Janše. Jaz sem to trikrat si zavrtel, sem rekel, a imajo ti ljudje elementarno stopno prištevnosti? In to vprašanje tudi tukaj z tega medija, Igorju Kršinarju in tistih bilnih metaforah tvorcu, se pravi pa v nekem oreščku, da je bil nek orešček, ki požene, ali ne vem, nekaj tazga, ampak poslušajte, prenašati amazonski pragozd v slovensko politiko kot metaforo, jaz sem specialist za metaforo, zato ker sem profesor književnosti in se s tem ukvarjam. Ampak to je približno tako pretegnjeno, kot to govorjenje, da bo Janša padel kot drevo, da potem bo pa desnica naredila gozd in potem bomo imeli pa 4/5 desnih volitev, kar takoj in bomo imeli, to je čist, se nobena od teh stran, koliko pa dobi SLS, če gre danes s tem, ki je zdaj Podobnika panaža, a ne, koliko pa Jelševara panaža, koliko pa dobijo ni cela ena rezultat, koliko pa dobi Nova Slovenija, skozi so pod levico in zunaj parlamenta, pa halo, in ti ljudje se bojo pogovarjali, da če bo padlo drevo v pragozdu, da bojo neki oreščki klili, pa da bomo imeli potem 4/5, pa čakajte, halo. Pa se to je govorjenje, se vedno je Janšo, in to, kar je pa tragično za Novo Slovenijo, je pa to, da je Nova Slovenija je bila v vseh vladah, ko je bila samo izključno zaradi Janeza Janše in sem jim je dal najboljše položaje. In tudi ta predstavnik za zakonodajo Nove Slovenije, ali koga že je sedel v Janši, jaz se ga spomnim 2428. In zdaj mu pa vrača tako, a ne, da stalno papagaja Janša ne, Janša ne, Janša ne, Janša ne. Ja pa halo, kje pa je tle pamet, oprostite? Mogoče zato, ker potem nista več skupaj sedela na teh sejah vlade? Zato, ker je hotel postati, vse to je povedal z uri moči z Gorenakom, zato, ker je hotel postati ustavni sodnik, pa mu je pač Janez Janša povedal, da on ne odloča o tem, kdo postane. Vse to je Gorenak vse povedal in ker je hotel, to pa jaz vem, postati član Beneške komisije, zagovarjal pač neki, da sta una dva, se pravi, to sta bila Vedan pa Ribičič in to, ampak vse to je Gorenak povedal, zakaj so se skregali. Ker mu pač Janša ni dal mesta ustavnega sodnika, pa tudi če bi Janša mu hotel dati mesto ustavnega sodnika, mu ga ne more dati. Kako? Ne? Janez, Anže Logar. Zdaj, številni so menili, da je Anže Logar nekako naravni naslednik Janeza Janše na čelu SDS-a. Zdaj, ne vem, se je tam kaj zalomilo, se je Logar ne veličal čakati, v glavnem šel je ven in je ustanovil svojo stranko
demokrati. Zdaj na anketah mu kaže tako solidno, ampak vemo, ankete so eno, politična realnost je drugo. Misliš, da lahko Logar naredi preboj na naslednjih volitvah in nekako pač, bi rekel, ta status quo preseže, ki je zdaj, češ Janša lahko tudi relativni zmagovalec, ampak vlade ne more sestaviti? Mislim, lahko bi se to zgodilo, ne? Lahko bi se zgodilo, da bi se z Logarjem sestavila neka vlada, ki je recimo temu desnosredinska, karkoli že Logarjevi demokrati v trenutnem političnem prostoru pomenijo, pa seveda karkoli pomenijo sploh te oznake, ki jih uporabljamo levo, desno. Tako da tukaj bi lahko, ne? Ampak se bojim bolj, ne? Sploh glede na ocene, pa glede na tudi na stvari, jaz ne vem, kako to ljudje osebno vzamejo, pa koliko ne vzamejo osebno, upam, da ne preveč, no, ampak tudi to nagajanje v zvezi z imenom demokrati, pa vse te stvari, še ki so post festum sledile, upam, da ne povzročajo pretirane slabe volje in jeze v tem bloku, recimo, če ga tako imenujemo, ampak vsekakor torej ob odstotkih, ki jih na nek način mu kažejo javnomnenjske ankete trenutno in pa mogoče za SDS-om, NSI-jem, pa če bi se še Gregorčič v takšni ali drugačni obliki vključil v ta politični boj, se mi zdi, da bi desna sredina mogoče lahko sestavila neko vlado. Drugače pa, tako da načeloma bi lahko bil jeziček na tehtnici. Kot sem pa že prej hotel reči, se pa bojim, da je bolj verjeten ta scenarij, ki se ga ti tudi večkrat podal, torej tisti najbolj črn scenarij zate in verjeten za vse ostale, da bo na koncu Logar pa omogočil še eno vladavino Roberta Goloba, kar bi bilo pa res tragično, glede na to, da vendarle se mi zdi, da je na nek način tudi Logar, vsaj v teh letih, v teh 20 ali kolikih letih v SDS-u in na tej desni strani, da bi bilo to res malo čuden. Ja, zdaj Boštjan, kam bo šel Logar, če pride v parlament na naslednjih volitvah in bo jeziček na tehtnici? Zdaj, nenavadno bi bilo, se zdi, da bi zdaj šel nazaj k Janši, če je šel ven, pa tudi neke razloge je za to navedel, zakaj zapušča SDS, zakaj Janez Janša ni več v redu, da tako poenostavim. Po drugi strani pa pač, če bi Logar zdaj omogočil, ne vem, ponovno vladavino Roberta Goloba, pa bi na nek način spet šlo za to, kar radi pri nas rečejo, izdajo volivcev. Kaj ti meniš o tem? Torej, jaz sem to svoje mnenje o tem že povedal enkrat za Faktor, zelo izčrpno smo o Logarju govorili. Jaz sem rekel pač, da Logarja, jaz sem ga 2009 sva bila kar nekaj skupaj, so se družila in jaz sem si ustvaril mnenje, da je to zelo inteligenten človek. Ne? In v tem smislu, v Virantu si pa nikoli nisem tega mnenja ustvaril, žal, zato ker sem bral to, kar je pisal Reporter in sem si ustvaril svoje mnenje o tem, pač ker vidim človeka, ker nekaj napiše in ker nekaj govori, vidim, pač znam to oceniti. In Logar točno ve, da ponoviti zgodbo Pucko-Viranta, mislim, to je samomor. To moraš imeti ti vse eno globoko mazohistično nagnjenje. Nekaj recimo, primer Pucko sem pač spoznal iz krščanskih demokratov, dovolj dobro smo se s psihologijo tega človeka potem vsi ukvarjali. Jaz sem se malo že prej z njim ukvarjal, pač to meni Logar, mislim, ker to je potem, veste, to je popit 10 litrov H2SO4 oziroma žveplene kisline. Ne. To se potem za celo življenje potem priješ celo Pucko, da on sploh obstaja, ne obstaja več kot človek, obstaja kot literarna figura, ne, oziroma kot tertium comparationis, tretjo primeri za človeka, ki je izdal. Ne. Mislim, da bi se Logar pri 40 letih, ki jih ima, oziroma 44, da bi si nekaj tazga obesil. Ne, Logar bo taktiziral in bo iskal neke konsenze. Zdaj pa po drugi strani pa seveda, da bi on pripeljal Goloba na oblast, moramo pa nekaj drugo zadevo vedeti. Ne? Mi nimamo nobenih svobodnih medijev, razen teh, v katerih mi, ki smo svobodni ljudje, nastopamo. Eden od njih je ta, v katerem mi trije sedaj govorimo. Tudi nimamo nobenih objektivnih javnomnenjskih raziskav, ker to svobodo zdržujejo pri življenju po teh anketah Mediane. Vemo, da je Mediana napovedala zmago Svobode na evropskih volitvah, pa poraz SDS-a, to vsi vemo. To je bilo 2 dni pred evropskimi volitvami in tako naprej, in tudi vemo, kako je bilo potem. Zdaj, opustošenje, ki ga je ta Svoboda
naredila med slovenskim narodom, torej med podjetniki, med upokojenci, med odjemalci električne energije, med SP-jevci, med pacienti, zdaj ne vem, katera je sploh kategorija prebivalstva, med obmejnimi ljudmi, ki živijo ob meji, ki so zdaj, bi rekel, plen, bi rekel, migrantskih pohodov, med meščani Ljubljane, med meščani Logatca, med ženami in dekleti, ki se bojijo zvečer same na ulico, ker so migranti, ker lejte, kaj se je zgodilo 2 dni nazaj v Celovcu, lejte, kaj se je zgodilo 3 dni nazaj v Nemčiji. To se bo zgodilo tudi v Sloveniji, ljudje vedo, da se bo to zgodilo in se bojijo. Opustošenje, ki ga je Golobova vlada prinesla med slovenske ljudi, je pač tako, da bi moral biti ta narod res popolnoma psihopatski, da bi mu dal še eno možnost za še en mandat. Torej ta, možnost, da bi Golob sestavljal naslednjo vlado, se mi ne zdi niti teoretična, predvsem zato, ker strici natančno vedo, kaj ta človek počne. Da ne govorim o imidžu tako imenovanega Robertine oziroma fanta od naše Tine, ki je nekaj, kar gre ljudem absolutno na živce. To pa najprej in predvsem, da ne govorim o tej njegovi, bi rekel, kar sem jaz v svoji knjigi tudi seveda dokumentiral, nagnjenosti k plasiranju neresnic in težko ponderiranih neresnic, ki se jim reče v manj literarnem jeziku laž, kar je pač strokovnjak, da recimo, da govori to in to vsi vemo in tako gore. Mislim, da je podoba, ki jo je ta Svoboda, recimo samo danes, če pogledate Požareport, kaj se dogaja na novogoriški občini. Ljudi svetujem, da si grejo današnji članek, kaj se dogaja v zvezi z Arčonom in kako se do česa prihaja na novogoriški občini, prebrati na Požareport. In teh člankov vsak, torej jaz mislim, da je tukaj, da si pa ne predstavljam, da bi Golob dobil še eno priložnost. Zato, ker to, kar počne Golob, on uničuje, tega nihče ni počel prej, nihče. Niti Bratuškova pa Mamunej, veste kakšno mene, on dobesedno uničuje Slovenijo. Da ne govorim o tem, da seveda levica je seveda zraven, levica ima totalitarni refleks in refleks, da je važno, da si naš in da je važno, da slediš politični liniji, vse ostalo je brez veze. Tako Luka Mesec se jaz zdaj poglabljam in bom naredil analizo, on loči med stečajem in med, na podjetju, na primeru tega invalidskega podjetja in med tako imenovano likvidacijo. To bom naredil analizo za eno od prihodnjih. Luka Mesec govori, da ima leto 54 tednov in je hkrati minister pristojen za ključne stvari, se pravi za delo in za ključne stvari v državi. In levica, mislim, je v bistvu to, kar jaz vidim, oni so kompetentni samo v tem, da zastrašujejo, ljudje se bojijo, mi se vsi bojimo, jaz se bojim, ljudje se bojijo. In mislim, v tej klimi, ki jo je ta Svoboda ustvarila, da bi pa ta ekipa dobila še en mandat, si pa ne predstavljam. Pa tudi jaz nimam teh skrbi, če zaključim z enim stavkom, ker strici, ki so Goloba postavili, to natančno dobro vedo in iščejo mrzlično njegovo rošado, se pravi, kdo bo stopil na njegovo mesto. Kot pa zdaj vidim, imajo pa težave, ker zdaj Bozga Tomaža Vesela, da bi ga še enkrat, bi rekel, poskušali prepričati, da gre še za neki kandidirat, potem, ko so ga že ene šestič ali kolikrat vrgli čez ramo. Kolikrat so ga pa že vrgli? V zadnjem letu, da je bil kandidat za nosilca liste, evropski komisar, zakaj še je bil kandidat za UTB ali nekaj takega, zdaj bi ga pa, ne vem, ne dobijo človeka, očitno. Tako da tu je priložnost, se ne govorim o desnici, mene zanima samo koalicija, bi rekel, ki bi izvedla, ki bi Slovenijo pripopeljala iz tako imenovane svobode ven in ki bi izvedla nujne reforme, da bi Slovenijo postavila nazaj bi rekel, v središče, bi rekel, te razvite Evrope, kjer smo bili in iz česar nas je ta svoboda odpeljala. Zdaj, Janez, čez 2 dni v sredo se napoveduje nov veliki protestni shod v Ljubljani, največji do zdaj, pravi organizator Pavel Rupar in njegov Glas upokojencev. Tokrat so napovedali udeležbo praktično vse desne stranke plus SNS Zmaga Jelinčiča in še celo ŠUS, študentska udarna skupina. Zdaj, zakaj misliš, da ravno na tem shodu se napoveduje tako široka udeležba in kaj bi ti izrazi podpore, če gre za to, ker kaj drugega bi težko bilo, ti izrazi podpore zdaj neke široke politike Ruparjev in njegovim shodom pomenijo?
No, jaz mislim, da pomenijo predvsem to, kar je Boštjan zdaj lepo razložil, torej na nek način odpor proti tem, kar se zdaj dogaja na vladajoči strani. Ne bi rekel, da je zdaj to zelo tako usmerjeno v podporo Ruparju kot takem oziroma njegovi stranki, ampak predvsem temu. No, in, priključili so se torej na desni strani, na desni tako imenovani, to bi mogli enkrat že razčistiti, kaj pravzaprav to pomeni, ampak bomo težko. Torej, recimo za razumevanje torej na tej desni strani, predvsem zaradi tega, torej, da se nekako pokaže, kako je v resnici slabo, kar se zdaj trenutno dogaja na vseh področjih, na vseh nivojih delovanja države, na vseh nivojih koncepcije in percepcije državnih ustanov, od torej, državnega zbora do ne vem, uradništva, recimo, na kakšen način vse skupaj na nek način ne deluje tako, kot bi moralo. Seveda, lahko rečemo še, ni še tako grozno slabo, ne, mogoče res kakšne stvari niso še tako grozno slabe, ampak dejstvo je, da so veliko slabše, kot so bile in da se zadeve še poslabšujejo. In iz tega stališča se mi zdi, da so take vrste protesti oziroma take vrste, recimo temu shodi, precej upravičeni in upam, da jih tudi čim več ljudi to zadevo podpre, ne glede na to, da tako kot sem rekel, marsikdo se težko na nek način identificira z Ruparjem in njegovo stranko, ampak vendarle tukaj gre mogoče za neko širšo pobudo in širši namen. Boštjan, kaj ti sodiš? Lahko pač ta udeležba skupna na protestnem shodu, lahko to preraste v kaj več? Je na obzorju lahko kakšen novi demos ali pa vsaj novi zbor za republiko? Ker zdi se, da ne glede na vse pomisleke ali pa vse upravičene kritike aktualne vladajoče koalicije, ta anti-Janša sentiment še zmerom prime takrat, ko gre za res. Se opravičujem. Jaz bi rekel najprej, seveda, kot bi rekel kritični razumnik, recimo temu, najprej vse ljudi, ki gledajo to oddajo in tudi širše, jih lepo povabim na ta shod, da pridejo. To je prvo, kar bi rekel, in na tem to mislim zelo resno. Jaz tam bom, ker sem bil na vseh teh Ruparjevih shodih, preprosto iz solidarnosti. Drugo, ta anti-Janša sentiment seveda je bil zelo, bi rekel, takrat pojačan z seveda medijsko kampanjo, ki je bila vodena v zelo specifičnem času, bi rekel, slovenskega naroda, to je bila, ki ga tazga časa slovenski narod še ni izkusil, to je bila korona, in ko je bil pač Janša predsednik vlade, in takrat se da to zelo, zelo potencirati. Zdaj pa na nek način ta anti-Janša najbrž seveda še obstaja, to je moja metafora, ki sem že tokrat povedal, pa ne jo povem še enkrat. Torej, če bi v Ljubljano, na sredo Ljubljane padla atomska bomba, tam, kjer je pač recimo središče Ljubljane izrazito naseljeno s predstavniki tako imenovanega novega razreda, to so tisti, ki uživajo vse privilegije kapitalizma, hkrati pa skozi rom-pom-pom ropotajo, kako so za solidarnost z delavskim razredom, seveda se vozijo z Mercedesi, BMW, imajo stanovanja in tako naprej. To je pač tako so to imeli gospodje tovariši. Padla atomska bomba, recimo na kakšen Ferent ali kamorkoli tam središče Ljubljane, bi kdo gor pogledal pa rekel, če bi se zdaj ostal vziv, pa bi rekel, dobro, sam da ni Janša. Hočem reči, to se je zdaj pač nekje malo izvodenelo, zdaj ni Janša, ni na oblasti, ni korone, vidijo ljudje, čutijo to, ljudje čutijo ta pritisk, se pravi pa to davčno ropanje, pa čutijo, pa to neko popolno nekompetentnost, recimo tega ministra, ki je postal minister za finance, zato ker je toliko in toliko stvari zavozil, med drugim tudi letalskega prevoznika, če sem jaz pravilno informiran in če mediji pravilno vedo. Ampak to sploh niso nobeni razvojni koncepti, to niti ni kar neki. Če bo vsaj nekaj kar nekaj, recimo Bratuškova ima to malo kar nekaj, pa potegne neko progo, pa ugotovi, da če gre čez rodno vas domačo, pa potem pa to popravi, to pa niti ni kar nekaj. Jaz mislim, da ta ni več tako močen in da iz tega utegne nastati zametek, seveda ljudje dobro se zbirajo, ta zavest ogroženosti med ljudmi spričo Goloba je, tudi zato dajo kontra te kolesarje, pa Jaša je nula, ki nima nobenega programa, ki nima nobenih kompetenc, ki v medicini ne ve nič, ki nima nobenih ingerenc in kompetenc soditi o medicini
in o recimo organizaciji dela v zdravstvenem sektorju. Jih nima pač. Jaz pa nimam kompetenc za voziti Boeing 777 ali pa ne vem, vojaški avion. Jih nimam. A ne, sam jaz se ne silim voziti Boeing 777 ali pa vojaški avion. Ne. To je razlika. Ne. Tako da jaz mislim, da so oni točno videli, ne, recimo to, kar delajo ti kolesarji, ne, ki so pač vsi rentniki globoke države oziroma pač teh gospodov in tovarišev oziroma kateri kot Džilas novega razreda, to, da se oni zavedajo, da to lahko eksplodira, kar se bo 19. dogajalo. In je prav, da eksplodira. V redu, bomo videli, kaj bo eksplodiralo, kaj ne bo, vsekakor še z veseljem na to in podobne teme v naši vdaji. Za nocoj pa Boštjan, Marko Turk, Janez Zupan, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj dela slovenska desnica narobe, že 1123. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj dela slovenska levica prav. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.